Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo VV Faktor. In kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj. Pa ni vseeno, kdo kaj reče. Zvonko Fišer, nekdanji generalni državni tožilec, se je znašel v suspenzu. Alešu Zalarju, nekdanjemu ministru za pravosodje, pa so začeli soditi, skupaj s suspendiranim tožilcem Fišerjem. Oba ne bi pred leti zlorabila svoja položaja, ko sta na funkcijo generalnega direktorja državnega tožilstva očitno nezakonito nastavila gospoda Boštjana Škrleca. In zdaj obema grozi zapor do 1 leta. No, če Fišerjev in Zalarjev začenjajo soditi zaradi Škrleca, pa je Cerarjeva vlada ta istega Škrleca avgusta letos poslala na sedež Eurojusta, na dobro plačano funkcijo slovenskega nacionalnega predstavnika v Eurojustu, to je uradu za evropsko pravosodno sodelovanje. Očitno zmedena slovensko pravosodje in zmedena država. Danes bomo za vas komentirali sporne pogodbe med Cerarjevo vlado in Magno Steyr, načrtovano zaprtje trgovin ob nedeljah in nosečnost Tine Maze. Z menoj sta naša stalna komentatorja, davčni svetovalec Ivan Simič in odvetnica Lučija Ušaj Šikovec. Dobrodošla. Na dan torej prihajajo nekatere podrobnosti spornih pogodb med Cerarjevo vlado in Magno Steyr, kjer je vlada očitno popolnoma in sramotno pogajalsko pokleknila pred tujo multinacionalko ter dokazala še enkrat, da Slovenija ni resna država. Za enkrat je že znana pogodba o dodelitvi finančne subvencije za zgraditev lakirnice avtomobilskih karoserij v občini Hoče - Slivnica, medtem ko pogodbo o strateški naložbi na Ministrstvu za gospodarstvo še skrivajo in se izgovarjajo na Magno Steyr, češ gre za poslovno skrivnost. Toda prišel bo čas, ko bosta Miro Cerar in gospodarski minister Zdravko Počivalšek morala javnosti pokazati tudi to pogodbo. Upajmo, da vsaj na podlagi odločbe informacijske pooblaščenke. Konec koncev vse gre za javni denar, naš denar, denar davkoplačevalcev. Je pa vsekakor že jasno, da smo imeli pri VV Faktorju popolnoma prav, še kako prav, ko smo pred meseci ocenjevali, da gre pri tej investiciji za politični projekt, predvsem pa, da gre za nateg vseh nategov, kot je to opozoril moj voditeljski kolega Aljuš Pretinač. Lucija, Ivan, a se strinjata z tem, da bi morala vlada oziroma ministrstvo za gospodarstvo pokazati javnosti obe pogodbi, ne samo eno, ki jo je zaenkrat? Lucija, izvoli. Ja, seveda, to je logično, se ne nazadnje gre za tisto, kar so prikazovali kot svoje velike uspehe, ne? In zato ne vem, zakaj to skrivajo. Kar je prišlo v javnost, kaže seveda na nasprotno, da gre ponovno za eno, kot si omenil, za en velik nateg slovenskih državljanov, ki bo pustil tudi trajne posledice na okolju, ne samo na generaciji, ki je sedaj tukaj. Ivan, kaj pa ti meniš o tajnosti oziroma netajnosti tovrstnih pogodb? Torej, država od nas, državljanov, zahteva transparentno poslovanje. Pomeni, tudi mi moramo od njih zahtevati transparentno poslovanje in vse, kar počnejo v našem imenu. Pomeni, da ne sme biti nobena pogodba, ki jo sklene država, skrita, neka tajnost, in zaradi tega bi morali vsebino te pogodbe pokazati in da v bodočnosti vidimo, kaj se je dogajalo danes. Ne pa, kot imamo danes primere, da se pogovarjamo o Tešu 6, kar postaja navadna burleska, nihče ni vedel nič, vsi so vedeli vse in nihče ni odgovoren. Torej, v primeru Magne pogodbe naj se objavijo, tudi ta druga, da se vidi, kaj je zadaj. Potem, ko se bo zgodilo tisto, kar mnogi danes trdijo, da je investicija zgrešena, da ne bo toliko zaposlenih, pa naj se ve točno, kdo bo odgovarjal. Tako kot, ne vem, zavezanci, državljani te pohitro obsodijo, ti hitro dokažejo, ti hitro vzamejo premoženje. Isto naj se zgodi tudi z njimi, če se bo čez par let ugotovilo, da je bilo karkoli narobe, po skrajšanem postopku odvzeti premoženja zaradi škode, ki so jo povzročili državi. Dobro, jaz bi zdaj predlagal, da si najprej pogledamo en videoposnetek, izsek nastopa Mira Cerarja v televizijski oddaji Odmevi, ki je bil maja letos. Prosim. In gre za to, da omogočimo ljudem v tem bazenu končno, da pridejo do dela, tudi tistim, ki so strokovnjaki, mladi strokovnjaki, o katerih največ govorimo, ki bodo lahko skozi to avtomobilsko industrijo se izkazali svojim znanjem. No, to je bilo v času, ko sta vlada oziroma Miro Cerar pa minister Počivalšek dejansko obljubljala, da bo tukaj Magna zaposlila približno 3000 do 1500 ljudi in na ta način tudi prepričevala slovensko javnost v potrebnost te investicije. Zdaj pa poglejmo nekatere izseke iz pogodbe o subvenciji, ki je doslej javnosti že znana, ne? Recimo, vladna subvencija Magni Steyr, slovenska država, vlada Magni Steyr plača 18,61 milijonov evrov. Zdaj, Magna sme lakirnico zapreti že oktobra 2024, sprav 5 let pred iztekom pogodbenega roka in kljub temu lahko zadrži celotno subvencijo.
Obljubljenih 400 delovnih mest mora Magna zasesti šele oktober 2022, sprav več kot 3 leta po začetku obratovanja lakirnice. To so vse novi podatki. To smo že, do takrat Magni tudi ne bo potrebno dati niti centa za plače, se bo ves denar prispevala slovenska država. 45 000 evrov na vsakega delavca ali za skoraj pol tretje leta izplačevanja plač. Kmetijska zemljišča niso bila Magni prodana s pribitkom, kot se je tudi že zadnjič hvalil minister Počivalšek, ampak je bil nakup celo subvencioniran. Zdaj vidimo pri teh elementih prve pogodbe, druga je, kot smo rekli, že tajnosti, vidimo, kaj zdaj pravzaprav prihaja na dan. Ali ok presenečajo to vrstni podatki? Ker mene osebno ne, jaz sem pričakoval, da bo nekaj podobnega. Dejansko mislim, da smo vsi to pričakovali, ampak je to krasno, a ne? In jaz upam, da bo ta oddaja arhivirana enkrat in se bo nekoč prikazovala. Mislim, da se vidi... Kje pa kakšno parlamentarno komisijo preiskovalno, kako? Tako, no, ker mislim, očitno je, da gre v tisti pogodbi še za bolj občutljive podatke, to se pravi bolj neprijazne podatke, tako da je bazen, o katerem je govoril gospod Cerar, se kaže dejansko kot bazen, v katerega meče država denar. Verjetno se ga pa tudi nekaj ohrani na obrežju. Tako da upam, skratka, da bi vsaj to izposlovali državljani, da se ta delovna mesta podaljšajo, da se trajanje oziroma da se zahteva od Magne, da vrne subvencijo, vkolikor zapre. Jaz sem videla samo 2 leti potem, ko ne bi zaposlila vse delavce, naj bi že lahko zaprla tovarno. Tako. In zadržala ves denar. Ves denar zadržala. Mislim, jaz v tak posel bi verjetno najdel tudi slovenskega investitorja. Ne bi bilo potrebno iskati v Avstriji. Ivan, ti si podjetnik, 45 000 evrov na delovno mesto je ogromno, ne? Oziroma pol tretje leto izplačevanja plač. To je zelo dobro, ampak jaz sem presenečen na temi podatki, kajti jaz sem maja globoko verjel besedam gospoda Mirota Cerarja in kot predsednik vlade nam je povedal ene podatke, sedaj vidimo druge, tudi ni nikjer več sledu okrog tistih 3000 delavcev, torej na koncu se izkaže to, kar Sti Bojan govoril že takrat maja, junija, da bo samo 400 zaposlenih. Pa če bodo. In še teh 400 morajo doseči leta 2022, pomeni 2 leti, kot je povedala Lucija, 2 leti pred iztekom, oziroma ko se lahko odidejo, čeprav jaz težko verjamem, da bo Magna po taki investiciji tudi zapustila tako hitro Slovenijo, ampak v končni fazi vse je možno, lahko se zgodi tudi marsikaj na avtomobilskem trgu in tako naprej, ampak enostavno to je tisto, kar jaz skozi trdim. Pogodbe morajo biti javne in takrat nas ne more nihče zavajati. Tisto, kar pa še ni, kar jaz tudi vztrajam, da bi vsi, ki postanejo ministri, vsi, ki postanejo politiki, morali ob svojem nastopu funkcije dati neko garancijo, ki se bo unovčila, ko se bo ugotovilo, da je karkoli narobe, in ta garancija bi veljala še 4-5 let po prenehanju mandata. Kajti enostavno si ne morem predstavljati, da nekdo z našim denarjem tako gospodari, torej ga razmetava, po drugi strani pa slovenski davčni zavezanci moramo plačevati davke, lovijo nas, pošiljajo nam opomine, če zamujamo nekaj dni, če ne izdaš računa v trgovini, te takoj lovijo in tako naprej, na izhodni strani ga pa zapravljajo kar na široko. Zdaj pa, recimo, zanima me vajna ocena, vajno mnenje, čisto subjektivno mnenje, ali je, recimo, vlada dejansko mislila, da se bo izpogajala za teh 3000 do 3500 delovnih mest in so potem popustili v pogajanjih, ali bil pa zapravo to načrt Magne oziroma vlade že od vsega začetka? Tukaj sta 2 alternativi. Če je to vlada mislila, potem je neumna, če je pa vedela, do česa bo prišlo, potem je pa pokvarjena. Zdaj, vsak naj si izbere svojo opcijo, nobena pa seveda ni v čast Slovencem. No, mislim, da seveda multinacionalke se znajo pogajati z državami tudi. Dejstvo je, da Slovenija se je vedno slabo pogajala za kakršnokoli zadevo, zato ker so vsi očitno dovolj občutljivi na kakšno korupcijo, na kakšen denar in potem je jasno, da so taki pogajalci lahka naloga za tuje pogajalce. Ampak v tem konkretnem primeru je bilo že od samega začetka vse narobe, tako kot pri drugem tiru in zapomnimo si, Magna je samo ogrevanje za drugi tir, kjer bodo šle pa še bistveno večje količine denarja. Torej, jaz bi samo temu dodal, da težko verjamem, da se država ni znala pogajati, kajti samo nekaj mesecev prej je IBM zapustil Slovenijo. Ivan, se pravičujem, samo to
bi rad mogoče še opomnil, no, prej, ker si rekel, da si pač videl te podatke, namreč jaz zdaj govorim o uradnih podatkih iz pogodbe, ne? Tukaj ni nobenega novinarskega pribitka še zraven. Jaz vem, da si takrat ti o tem govoril, danes to vidimo, torej danes je to uradni podatek in to, kar bi jaz povedal, ne, torej za Magno je tako, bom rekel, zavzetje vlade, ustrajanje in tako naprej, ko pa ja bi jim hotel neki svoj center v Mariboru, pa tega posluha ni bilo. In teh 400 delavcev mi bi lahko zaposlili na dosti bolj ekološko boljših zadevah, kot so, da bi, ne vem, zakaj ne bi Slovenija bila neki center za multinacionalke, bom rekel, za pisarniški del, bom rekel, njihove glavne pisarne, kjer bi zaposlali ljudje v pisarnah, ki bi bili naše nebotičniki polni teh ljudi in bi delali in bi se vse vodilo iz Slovenije, ne pa da moramo iz tujine uvažati, bom rekel, ekološko sporno zadevo. In tudi kaj se bo zgodilo, ko bodo šli, a bodo stene potem ostale na tistih njivah in tako naprej. Torej, to pomeni, da enostavno jaz pravim, danes moramo ugotoviti vse, kar je res, jutri, ko se bo ugotovilo, da je kaj narobe, točno vemo, kdo je odgovoren in ta naj odgovarja, ne pa da odgovarjajo samo državljani za svoje napake. In ko bo to vzpostavljeno, bo bolje v redu. No, za razliko od Teša se tukaj verjetno ne bo mogoče zdaj, vsaj recimo pred menoj, izgovarjati, da nekdo nekaj ni vedel, ne? Ker dejansko so se s tem projektom pravzaprav pred našimi očmi za nekaj mesecev hvalili vsi, ne? Zlasti Miro Cerar ali pa minister Počivalšek. Tako da, če bo tukaj recimo kdaj prišlo do kakšne parlamentarne preiskovalne komisije, mislim, da bodo stvari bolj ali manj jasne. Ne? Bojan, ko bo prišlo do te komisije, mislim, če bo prišlo, ne? Če bo prišlo do te komisije, bo že nekaj let minilo, a ne? In potem bodo vsi spet imeli zelo slab spomin in se ne bodo ničesar več spomnili. Tako da jaz si ne obetam, danes bi morali ukrepati. Danes je ta pogodba javna in tukaj ni več kaj. Tukaj bi moral parlament zahtevati odgovornost, interpelirati zadeve, mogla bi vstopiti policija, mogla bi vstopiti tožilstvo. Oni so zavajali ljudi, jim lagali, v bistvu naš denar vrgli tuji multinacionalki in tukaj, ne vem, mislim, državljani bi morali zahtevati odgovornost danes, ne čez 5 let. Je pa hkrati zanimivo, ne, vsaj meni recimo kot novinarju, ne, da pravzaprav recimo o tem poroča samo časopis Dnevnik, ne, o teh novih podatkih, ki zdaj prihajajo ven, drugi mediji pa zaenkrat še pravzaprav molčijo, ne. Ja, pa tudi podpis je zanimiv, ne? Če se ne motim, je to Jože Mencigar ta članek napisal, a sem prav jaz to prebrala? Jože Mencigar je komentiral te podatke, ta članek je napisal Klipketa, se pravi dopisnik Dnevnika iz Maribora. Ampak to je treba potrditi, da pač mediji so nekako tukaj solidarni, ne poročajo samo tisto, kar želijo, tisto, kar škodi, bom rekel, vladi ali pa kar bi bilo dobro za državljane, da bi dobili neke informacije o tem, enostavno ne poročajo, o tem ne vemo in če ne bi bilo, bom rekel, par tistih nekaj raziskovalnih novinarjev, ki to vrtajo in iščejo, to se danes ne bi vedelo in zaradi tega pravim, da je prav, da se o tem piše, da o tem vemo, kaj je. Res pa je to, kot je povedala Lucija, danes bi se moralo o tem pogovarjati v parlamentu, čeprav, bom rekel, zaključek bi bil negativen, ker imajo večino v parlamentu. Torej, kaj bo naslednja vlada naredila, je drugo vprašanje, kdo bo, ampak jaz se bojim, da se bomo o tem pogovarjali pred iztekom naslednjega mandata, torej naslednje vlade, ko bo spet nekdo iskal politične točke, kot se danes to dogovarja s Tešem, vsi bodo pa normalno izgubili spomin, nihče se ne bo ničesar več spomnil, razen tisti, ki jim nekaj ni uspelo, se bodo spomnili vsega in bodo vse govorili, za njih bodo pa novinarji rekli, da se pa zmišljujejo in se hočejo vrniti na politično sceno. Dobro, zdaj smo proti koncu tega dela oddaje, imamo še par sekund. Ivan, jaz se ti zahvaljujem, da si mi dal prav tokrat v tej zadevi, ne? Ja. Bomo pa zadevo še spremljali, ker očitno se bo še dogajalo, ne nazadnje je Magna ta trenutek tudi v nekih sodnih mlinih, ne? Čeprav upravno sodišče je zavrglo tožbo Igorja oziroma gospoda Marinčka, Gorazda Marinčka in pa Slovenskega e-foruma, ampak mislim, da še obstaja možnost pritožbe na Vrhovno in pa kasneje na Ustavno sodišče. Tako da Magna je zaenkrat tukaj še pred nami. Zdaj gremo pa na oglase in se vrnemo z predlaganim zakonom o prepovedi dela v nedeljah.